V avtomobilizmu obstaja nekaj črk, ki označujejo dinamiko, naprimer R in S. Če najdete to črko na avtu ali pa obe skupaj, veste, da je več moči, več dinamike, več zabave med ovinki in tudi več hitrosti. Obstaja pa tudi ena kratica, ki že 50 let oznanja čist isto zadevo, kultna kratica, ki jo čist vsi poznamo. To je legendarni GTI. Saj vem, ko je vaš prijatelj praznoval 50. rojstni dan, ste si rekli, pa valjda še ni toliko star, je fit, zabaven, vedno zdrži do jutranjih ur. Ampak vseeno, 50 let. In 50. rojstni dan praznuje tudi Volkswagen Golf GTI. Noro, ne? Če se pred več kot pol stoletja ne bi znotraj Volkswagena našlo nekaj zanesenjakov, ki so nas skrivaj razvili projekt GTI, takega Golfa GTI danes verjetno sploh ne bi imeli. Eni so skrbeli za tihotapljenje delov na testiranja rednih delov, eni so poskrbeli za znižanje podvozja, tretji za drugačne materiale. In ko so prototip prvič pokazali vodstvu, je vodstvo reklo, ni šans. Drugič so rekli, ok, probajmo, potem so ga predstavili na salonu v Frankfurtu, to je bilo septembra leta 75, leto kasneje, septembra 76, pa je končno bil na voljo tudi kupcem. Ampak ne ta. In folko se je zmešalo. Vsi so hoteli imeti Golf z rdečo obrobo na maski, s črnimi obrobami blatnikov, s črno golf žogico na predstavni ročici in seveda s povečano močjo. So sprva mislili, da jih bodo prodali sam 5000, 4 predstave ima, pa so jih na koncu prodali 462 000. In že prvi Golf GTI je imel 81 kW moči, se pravi 110 konjev, kasneje tudi 112, v posebnih izdajah celo okroglih 100 kW moči, kar je 136 konjev. 9 sekund je rabo do 100, kar je recimo hitreje, kot se danes do 100 požene najbolj osnovni Golf, ampak za tiste cajte je bila to revolucija, tudi dejstvo, da si se lahko peljal skoraj 190 km/h. Pa avto je bil relativno ugoden, za preračunanih 21 000 evrov si dobil natančen športni avto, ki si ga lahko s ponosom vozil tudi čisto vsak dan. Ampak to je zgodovina. Kot se za Abraham spodobi, je seveda tudi Volkswagen pripravil nekaj posebnega. V Barcelono na dirkališče Park Motor de Castelloli so nas povabili, da nam pokažejo najzmogljivejši serijski Golf GTI. Prej je bil to GTI Club Sport, zdaj pa je tale GTI Edition 50. Ja nič, kaj grem probat. To 2.0 turbobencinski motor zdaj proizvede 18 kW več moči kot prej, torej 25 konjev več, kar je skupno že 325 konjev in to pomeni, da se tale GTI Edition 50 do 100 požene v 5,3 sekunde in doseže hitrost 270 km/h. Mislim, to je res bolana zadeva, ker je avto še malenkost bolj začinjen, še bolj dodelan kot Club Sport recimo, ki je bil prej top. Zdaj pa je to Edition 50. Veliko cajta so si vzeli inženirji pri samem podvozju, da so res zadeve popedenali, da so spremenili delovanje samega vzmetenja in pa potem seveda spredaj vpetje McPherson, zadaj Multilink, kar se res pozna. In tule na tem dirkališču v Barceloni lahko lepo vidimo, kako so vse te različne dodelave in spremembe pozitivno vplivali na samo obnašanje avtomobila med ovinki. Še bolj začinjenje, še bolj odzivno vse skupaj. Mislim, res se pozna razliko v primerjavi s Club Sportom, kar pomeni, da so za Golfo 50 rojstni dan pripravili res eno ful dobro darilo. Avto je tako kot prvi GTI dejansko 15 mm bliže tlom, v primerjavi s klasičnim Golfom. Če bi vzel pa paket Performance, bi pa še za 5 mm približal celotno zadevo tlom.
Zunaj takoj vidiš, da gre za poseben Golf GTI, ker ima napise GTI 50 na zadnjem spoilerju, na zavornih čeljustih, Akrapovičev ROR, itak, v notranjosti pa GTI tekstil na sedežih in pa rdeče stopalke. In to mi je dejansko najbolj všeč, da so si vzeli toliko cajta, da so res naredili nekaj posebnega. Okay, this is 50 years of GTI is something special for us. So for us it was absolutely clear that we have to increase the performance of the car. We wanted to make the fastest GTI up to now. A lot of things were changed on the chassis itself, right? Yeah, absolutely. So we have a lot of experience with the MQB cars and the Golf, and so we increased the camber at the front. We changed the bearings on the suspension and make them stiffer. We changed the springs, increased the stiffness there. These are the main points, and we lowered the height of the car again 5 millimeters. It means we are now 20 millimeters below the standard Golf. With the performance package, something changes with the rear wheels, right? Right, we have that wheel, the Wamenau rim and the tire, but also with a geometric. Yeah, we have a more stiffer connection on that point, and this is also a key for the performance increase because the car in the back delivers more stability. Priznam, da po noči nisem spal, ker sem vedel, da ga bom lahko vozil in da bom lahko pelal čist vse generacije GTI-jev, kar so bile na voljo. Mislim, to lahko imaš na voljo samo enkrat v življenju, zato res nisem mogel spati. Je pa drugi Golf GTI bil poseben zaradi tega, ker je imel že 139 konjev in prvič na voljo tudi ABS zavorni sistem. Je pa v drugi generaciji Golfa obstala tudi ena posebna serija G60 Limited Synchro s 4-kolesnim pogonom in 210 konji. Tisti Golf se je do 100 na uro pognal v 6,4 sekunde in je bil do 4. generacije tudi najzmogljivejši Golf. 71 so jih izdelali, ampak tisti ni bil GTI. To je GTI. Tretji Golf GTI je bil na voljo tudi z dizelskim motorjem, prvi je uvedel tudi dvojni izpuh na zadku, vse ostalo pa je bilo enako. Aerodinamični dodatki zunaj, znotraj tekstil poseben in napisi GTI. Leta 1996 je bila tudi posebna izdaja ob 20. obletnici Golfa GTI, je bila pa tretja generacija bolj težka zaradi novih varnostnih sistemov in vse splošno bolj pohlevna. Največ 112 kW moči, se pravi 152 konjev, 8,1 do 100 na uro in največ 225 km na uro. Dobro, je bil tudi Golf VR6, ampak tisti ni GTI. Četrti Golf GTI je bil na voljo med letoma 1998 in 2003, takrat z 1,8-litrskim turbobencinskim motorjem, ki je proizvedel 180 konjev, vsa moč pa se je na sprednji kolesi prenašala preko ročnega menjalnika s 6 stopnjami. Zdaj, četrta generacija je bila prepoznavna potem, da je bil avto res dobro skupaj sestavljen, pa da je bil kratek čas na voljo tudi 2,3-litrski 5-valjni motor. S takim bi se lahko pelal 224 na uro. Dobri cajti. Peti GTI je zadeve vrnil na stara pota. Znova tisto pravo GTI utelešenje. Prvič je na voljo z dvosklopčnim robotiziranim menjalnikom DSG s 6 stopnjami. Maska v obliki Satovja je po petem GTI-ju postala klasika. 6,9 sekunde do 100 in 180 tisoč so jih prodali. A ja, kako hiter je bil? Ja, 245 km na uro. Ampak to tista posebna izdaja ob 30. obletnici Golfa GTI. Vreme se v Barceloni ves čas spreminja, tako da enkrat imam bundo, enkrat sem pa brez. No, šesti Golf GTI je imel na voljo že 235 konjev v posebni izdaji. Šel je skoraj 250 km na uro, prvič je bila na voljo tudi elektronska zapora sprednjega diferencijala. Sedmica, tudi zelo posebna. Prvič, da je GTI dosegel 100 km na uro pod 6 sekundami. Prvič so s Club Sport 7 izdajo na Nürburgringu leta 2016 podrli rekord za najhitrejši čas s pogonom na sprednji kolesi. Prvič, da je imel na voljo tudi poseben vozni program Nürburgring in jasno, da je bil tole tudi najzmogljivejši GTI svojega časa. Najzmogljivejši je imel dejansko 310 konjev. Osmi Golf GTI je še vedno dovolj udoben, da se lahko z njim vozite tudi vsak dan, če želite. Ko pač začutite potrebo, enostavno malo pohodite, ne? Mi je pa eden od inženirjev prejle povedal, da ima 2-litrski turbobencinski motor še malo lufta, kar pomeni, da bo mogoče v prihodnosti imel tudi 350 ali pa 400 konjev.
Pol imaš pa še takele sladice. Golf GTI 212-650, prototip, ki so ga zgradili v 8 tednih in pokazali maja leta 2007 ob Wörtherseeju. Poseben je zato, ker so zadnjo klop odstranili, da so imeli dosti prostora za motor iz Bentleyja Continental GT. 650 konjev ima, zato se do 100 na uro požene v 3,7 sekunde, doseže hitrost 325 km/h, pa zanimivo mi je še to, da ima spredi zavore od Audija RS4, zadnji pa premo in zavore od Lamborghinija Gallardo. In jaz sem zelo s tem pelal. Moro. Tule noter je totalno glasno zaradi številnih hladilnih sistemov, ki morajo hladiti tole zverino in rekli so mi, da se ne smem pelati več kot 30 na uro, ker baje leti ko hudič. Lej, že to, da se lahko pelam 30 je dovolj. To je noro.